moram. Toliko tega je bilo že povedanega, danes smo torek, ne, ponedeljek. Je bil poln teh strokovnih razprav o tem referendumu. Moram par stvari povedati, mogoče se bom malo ponovil, kar so drugi že povedali, ampak želim pa izpostaviti nekatere druge stvari v povezavi z umetnostjo, pa z referendumom, so jih drugi izpustili. Zdaj to, da ima vsaka država nagrajevanje nekih zaslužnih državljanov, to je običajno. Ampak to, kar si je dovolila levica s tem zakonom za privilegirane umetnike, ali pa bom rekel šarlatane, ki se razglašajo za umetnike in potem jim država še daje nagrade, to je pa zdaj too much, ne? Nekdo mora in jaz sem en tistih kritičnih mislecev, ki ima še neko razsodno moč, glas razuma mi pravijo, da sem in skozi psihoanalizo se pa v tej umetnosti da ogromno povedati. In tudi Freud je seciral umetnost po dolge in počez in ve se, sam je tudi rekel, če ne bi analiziral sanje kot kraljevsko pot do nezavednega, jaz pravim kraljevsko pot do simbolnega. Če bi začel skozi umetnost preiskovati nezavedno, preiskovati simbolno, bi prišel do istih ugotovitev o našem nezavednem, o našem simbolnem, kot bi prišel, če bi umetnost najprej seciral. Jaz sem seciral šport. Šport skozi psihoanalizo je ta moj nesojni doktorat, knjiga. Jaz bi lahko napisal knjigo Umetnost skozi psihoanalizo, ker je tako rekoč šport in umetnost sta teoretsko identična. Zdaj, meni je v čast, da sem mnogo ljudi prepričal, da so šli na referendum, posnel sem video, dežural sem že, ko sem podpise zbiral, posnel video, par tisoč ljudi je to videlo, nagovarjal sem ljudi z neko konsistentno, to kritično mislijo in prav fino se mi je zdelo, ko sem videl, da nisem jaz edin, ki tako razmišljam, pa sem v osnovi preko levičar. Marko Bandelli je bil proti. Se pravi, ta spolitizirana zgodba okrog referenduma je na silo spolitizirana. Se pravi, levica in gibanje Svoboda sta zadevo tako spolitizirala, da hvala Bogu, da se je SDS našel, tale Hoivik, ki je vodil to kampanjo prepričljivo, udarno, vse čestitke njemu, kako se je upiral Asti Vrečko pa teli Sari Žibert. Zdaj jaz vidim to drugače, ker gledam kritično mimo politike. Jaz vem, da je umetnost sodobna umetnost, kultura, ki si jo sposoja kot izraz. Te umetniki si kulturnost sposojajo, šport in umetnost sta enako kultura, pa še kaj drugega je tudi kultura. Ni samo kultura v tem možnem smislu, ta umetnost ali pa sodobna nategunska umetnost, ta šarlatanska umetnost, ko je kar vse umetnost, ker se to umetnost nateguje kot čigumi. Jaz bi po tej plati, in sem doslej že to delal, rad dopovedal, da ne moramo gledati na ta zakon kar skozi politiko, češ da daje privilegije pač levim tem kulturnikom, ki predstavljajo jedro levice, volilno telo. Mi moramo to sodobno umetnost razgaliti in razgaljajo psihoanaliza. Jaz imam ogromno tega psihoanalitičnega znanja, zato lahko konsistentno govorim o kritiki umetnosti, o teoriji umetnosti. Ne pa, da upeljemo nek politični diskurs, češ, zdaj se bomo pa prešteli, SDS ima to za preštevanje svojega volilnega telesa. Jaz to ne vidim tako, ne da ne vidim tako. Jaz vidim zadevo bolj kompleksno, spolitizirano na drugi ravni, ker pač levica z veliko pisano išče za svoje volilno telo privilegije. Mi vemo,
mislim, zdaj, če upeljem Prešernovo nagrado, ampak svoj čas sem jo že kritiziral. Prešernova nagrada je politična nagrada, ideološka nagrada od vsega začetka, ko so jo vzpostavila. Tam so jo dobili družbeno-politični delavci, ki so šli še neko kulturo oziroma umetnost. In vse te nagrade, recimo nagrade Richarda Jakopiča, jaz se kar precej spoznam na likovno umetnost, mimo tega, da tudi sam rišem, portretiram, teorijo umetnosti jaz poznam. Jaz sem se poglabljal, odkje se je z vpeljavo fotografskega aparata v percepcijo likovne umetnosti, kje se je zalomilo, kako so v depresijo padali slikari, ki so bili seznanjeni s fotografskim aparatom, kako je Vasilij Kandinski začel tisto svoje afnanje, to je ruski tam slikar, rodil 1866 leta. Kako so potem te razni miroji, ne? Ubijalci umetnosti so si rekli, ubijalci umetnosti, ker se je vedelo, da se ubija umetnost s temi nategi, s tem blefom, s tem šarlatanstvom v likovni umetnosti. In nagrade Richarda Jakopiča v Sloveniji, pejte gledati, kdo so to dobivali. To so eni afnači to dobivali. Afnači za neka dela, ki nimajo ne repa, ne glave. Neke packarije so. Ne? Večina teh nagrad, ki so, jaz sem se v tole, kar smo si domov dobili, poglobil, 23 nagrad je, Prešernova nagrade, nagrade Prešernovega sklada. To so nagrade za leve anarhiste, ki ne znajo drugega kot tam afnace umetnosti. Ok, vse so glasbene nagrade, so spoštovanja vredne. Tudi nagrade za gledališko umetnost, ampak ne za Živadinova. Recimo za Mileno Zupančič, ki je vrhunska igralka, ki se je včeraj povabila, Marcelija je povabil v svojo oddajo in tam pa je nebuloze trosila. Ne? Mislim, ne moreš ti umetnika spraševati o umetnosti, to je gledko, kot če šel šizofrenika, ne? Norca, spraševati o šizofreniji, o norosti, on ne bi nič povedal, če je v akutni fazi. Ne? Ti vsi umetniki, ki razpravljajo o svoji umetnosti, so v akutni fazi psihoze, našalnih blodnen in nobene neke konsistentne teoretske misli o svoji umetnosti ne morejo izpovedati. Milena Zupančič dobra igralka, ampak bo tiho o umetnosti, če nič ne veš o umetnosti. Ne? O umetnosti lahko privilegirano govori psihoanaliza. Zato si jaz razvezujem jezik vsakič, ko je na tapeti umetnost oziroma kultura. Jaz sem magister sociologije kulture, tudi med drugim. Zato vem, zakaj se gre. In analiziral sem šport skozi psihoanalizo, v detajle, v drobovje. In vem, da je šport identično analizabilen skozi psihoanalizo kot umetnost. Zato moram par stvari povedati. In povedati tudi, da s tem zakonom Levica je skušala podkupiti svoje volilno telo. Ne. In Golob ne bi smel zdaj to kupiti, ne. Zdaj ji lahko ponudi tole, ali pa jo prisili k odstopu, dvomim, če bo to naredil. Ne. Tisti, ki bi moral odstopiti, je Golob, sem ta egomanjak ne bo odstopil. Zadeva je spolitizirana, privilegije za lenuhe nismo zakonsko ustoličili, ne. Lenuhe, tisti, ki se jim ne da delati, se grejo pa tole sodobno umetnost. In pa si med sabo podeljujejo nagrade in potem bi imeli še pokojnine privilegirane. Ne? Temu smo naredili konec, ker je to krivično. Jaz nisem SDS-ovec, jaz nisem noben janšist. Jaz zaradi znanja, ki ga imam, tudi politično-analitičnega znanja, vem, da je ta zakon bil politično sforsiran zato, da bi Levica svoje volilno telo podkupila, ker so izgubili delavce. Delavci zdaj raj volijo desne stranke, ker potem imajo spodobno plačeno delo. Mimo tega, da se dogaja delavcem tudi krivice. Ampak delavstvo ni slepo vezano na Levico, z veliko pisano, ampak volijo tudi desne stranke. Ker desna je konsistentna in tam marljivost nekaj šteje in marljivost, za katero delavec dobi plačilo. Ne? Klientela
levih volivcev se pa tam gomili v enih javnih zavodih, pa po ministrstvih, pa v civilni družbi in hoče biti priklopljena popkovnico in črpati iz državnega proračuna ta denar, da bi malo luksusa imeli. Ne? Te umetniki so reveži. In zdaj te reveže pa treba skozi neke subvencije, neko umetnost, bi rekel, podkupiti. In zato je ta zakon. Nagrade se jim da, pa se pa te nagrade še unovči skozi zakon, recimo v obliki teh pokojnin. Mene moti, da se govori, da je SDS zdaj, ne vem, bad guy. Ne? Bad guy je Levica, ki je hotela za peščico svojih volivcev ustoličiti nek zakon, po katerim bi se jih financiralo, da bi imeli na volitvah korist od tega. Pa poslušaš to Saro Žibert ali pa Asto z vrečko na glavi. Kakšne neumnosti govori, ki sploh ne čuti, torej ne čuti, ona je umetnostno zgodovino doktorirala, ne. Ko ona govori o umetnosti, ne, vidim, da nič ne šteka, nje so upravili možgane, Asti vrečko. Sara Žibert je pa tako in tako pač neka marioneta, ki se z njo upravlja, ker te mora neki, zdaj pa ti še nič nisi, boš pa tlele, ne, pa tam se nekaj nauči, pa kaj je rekla, nismo sposobni ceniti umetnikov, kulturnikov. Ma ti nisi sposobna sploh, da veš, kaj govoriš. Ok, zdaj malo not padem v jezi. Edini, ki ga jaz vidim na levi, kot svetla točka, cele farse referendumske, je Han, ki je šel lepo na volišče in glasoval za ta zakon. Za ta zakon. Ni bil proti, bil je za. In SD je edina, rekel, politično kultivirana stranka, ki ni svetovala bojkota. Ni pozivala k bojkotu. Mislim, to o tem, da se je pozivala k bojkotu, da so drugi to povedali, to je politični absurd. Pozivati ljudi naj ne grejo na referendum. Referendum je rekel, eklatantno demokratično sredstvo, kjer se ljudje lahko izrazijo o nečem. Edin SD pa Han sta tukaj vzor. Levici z veliko pisano, pa Gibanju Svoboda. Pa reče Asta Vrečko, od vseh stvari na tem svetu desnico najbolj moti kultura in svobodno mišljenje. Svobodno mišljenje. Mislim, jaz sem pa čez 2 dni, 3 dni v petek sodno obravnavo v Novem mestu, kjer me njihova podivjana kobila, kot sem jo metaforično označil, Urška Klakočar Zupančič, preganja. Svobodo govora preganja s policijo. Ne? Pa Asta Vrečko pa take neumnosti govori, da je od vseh stvari na tem svetu desnico najbolj motita kultura in svoboda mišljenja. Jao. Levica je izgubila delavce in zdaj pa kulturnike, ne, te umetnike, lenuhe, šarlatane, pseudo, placebo umetnike nagovarja skozi fakultetno izobraževanje. Na fakultetah se študentom perejo možgani, češ da so kulturniki avantgarda. Avantgarda, nosilci napredka v družbi. Kakšni nosilci napredka? To so lenuhi, anarhisti, ki ne marajo reda, ki bi samo uživali. In na univerzah, akademijah, kjer se drgne ta umetnost, imenovana kultura, tako jo imenujejo, ta pere možgane in reče, vi ste avantgarda, in pa kolesarijo, se bi mogli ukrepov držati, da bi zajezili COVID. Malo bom pauzo pritisnil, ker tale Loki me tamle malo nekaj preganja. Evo, Lokita sem ven spustil. Zdaj bi mogel par stvari povedati o tej umetnosti. Kaj je pa kaj ni umetnost. Ni vse zlato, kar se razglaša za umetnost. Ne? Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vse umetnost. Vsaka averzija, vsako afnanje, vsako čudenje ne more biti umetnost. Drek na palc ni umetnost. Če se nekdo poserje na slipkarsko platno, to ni umetnost. Ker naše nezavedno ne skuži videnega, ampak se naše nezavedno samo čudi, kako je lahko nekaj
umetnost, kar se da tam na razstavo, neka posranina se da na razstavo in reče, to je umetnost. Naše nezavedno ne prepozna tega kot nekaj, kar ima simbolno strukturo. Zato to ni umetnost. Jaz sem o tem en super podcast z Alenom Kosjem posnel o tem, kaj je pa kaj ni umetnost. Tem dobite vse. In diskurs o umetnosti, se pravi strokovna razprava o umetnosti, je prepovedana. Mainstream mediji, RTV, tam ne boste zasledili neke razprave o tem, kaj je pa kaj ni umetnost. Zakaj to, kar se razglaša kot umetnost, sodobna, moderna, da to ni umetnost. Skozi Freuda to ni umetnost. Ne? In skozi psihoanalizo bi se dalo to v eni strokovni, teoretski razpravi dokazati. Dokaz bi mogoče temeljil ravno na tem, da so sanje simbolno strukturirane. V sanjah ni nobenega sledu o kakšnem Picassu in njegovih dekadentnih mojstrovinah, ki imajo milijonske vsote. Ali pa Basquiat, to je ta črnski francoski umetnik, Jean-Marie Basquiat, črnc. Mislim, letnik 60, umrl 80 leta. To je take otročje risbe delo, hujše kot je naš Arjan Pregl. In se ga je umetno, tudi črnc je bil, in tista rasizem mu je tudi pomagal, da se ga je ustoličilo kot vrhunskega umetnika. To je natek. Mi ne sanjamo sanj v obliki ničesar takega, kar se razglaša za sodobna likovna umetnost. Recimo, ali Vasilij Kandinski, ki je začetnik, tako rekoč, ali tale Marcel Duchamp, to je on, ki je tisti pisoar dal na razstavo. To so šarlatani, ubijalci umetnosti. Ali pa Jackson Pollock, tiste črte je vlekel, pa tiste packe delo. Mi ne sanjamo, ko sanjamo simbolno. Mi nič od tega, kar se danes na likovnem področju ali pa vizualni umetnosti razglaša kot umetnost, to ni umetnost. Mislim, mi lahko sanjamo dojenje psa. Ampak dojenje psa, to je averzija, ko to gledaš, ne veš, kjer je zdaj tukaj nor. Kjer je nor v tej zgodbi. Ne moreš tam se usrati na taler, pa ti žreti z žlico ali pa z vilcem. Ne moreš to delati. In potem reče ta umetnik, ta psihotični zmedenec, šarlatan, pseudo, placebo umetnik, da je to umetnost, in potem režim da še Prešernovo nagrado. Temu je treba narediti konec v neki razpravi, strokovni razpravi, v kateri lahko nekdo, ki se spozna na to. Ne Žižek o tem govori, ne Jela Krečič, Žižek. Naj Slavoj Žižek Krečič, si dal 2 primka. Razpravlja skozi Freuda, kaj je pa kaj ni psihoanalitično gledano umetnost. In potem bo ta sodobna umetnost razkrinkana. In pa se bo vedelo, da ta referendum je imel v ozadju neko nezavedno mišljenje. Ok, vse so bili lojalni, tudi SDS-u, pa so šli 403 tisoč na volišče. Oziroma 403. Plus tisti, ki so bili za zakon. Ampak nezavedno mi vemo, da dojenje psa ni umetnost. Da dret na palc ni umetnost. Da vsaka posranina ali poscanina po slikarskem platnu ali pa tam afnanje na nekem odru, da to ni umetnost. Mi nezavedno to vemo. Ampak politično pa tam, če ti tam Führer reče na levi, zdaj je pa to umetnost, ali pa zdaj pa ne referendum, pa to ovce kupijo. Ampak na nezavedni ravni ljudje vejo, kaj je pa kaj ni umetnost. Pa te kmetje gledajo tisto inštalacijo, pa rečejo, pa to jaz nič ne vem, za ko se gre. Pa ti si seljačina, kad dođe seljak v grad, gleda tist, pa ti pa reče elita, nije žvaka za seljaka. Kje boš ti, si butast? Mi, elita, to vemo. Pa buljo tiste afnarije, pseudo, placebo, šarlatanske inštalacije. Ali pa
vizualna umetnost. Na tej točki moramo mi enkrat reči Bobu Bob. Zato sem jaz ljudi preganjal, naj grejo na referendum in glasujejo proti. Pa sem levičar. Jaz nimam veze nič z Janšo ali pa z SDS-om. V sanjah se da skozi neko argumentacijo, skozi analizo sanj, tudi analizo športa, analizo nekih ritualov, ki imajo latentno simbolno strukturo, se da dokazati, da to, kar se razglaša kot sodobna, moderna umetnost, da to ni umetnost, to je afnanje, to je averzija, ker naše nezavedno ne zapopade simbolne strukture ponujenega. Ampak je tam eno samo čudenje. Čudenje ni umetnost. Čudenje ni umetnost. Freud je razlagal, kaj je umetnost. Ni govoril, kaj ni umetnost. Ampak govoril, kaj je umetnost. Ker takrat, v Freudovem času, se je že bila Guernica Picassova, 37. leta plasirana. Se je že bil Miro, pa se je že bil Vasilij Kandinski, sam ni se s tem ukvarjal, Freud se je ukvarjal z Leonardom da Vincijem, s tistimi umetniki, srednjeveškimi, s kipi, Mojzesov kip, Mojzes je analiziral, ko je, ne vem, cele dneve gledal tisti kip, da je latentna struktura tega kipa spoznal. Ker je vedel, kaj išče latentno strukturo videnega, ponujene umetnosti. Ne moreš pa ti drek na palc gledati, kje je latentna struktura, ker je ni, ampak je posledica patologije umetnika, ki bi red nekaj zaslužil in potem prijatelje na fektah, dajte tole odkup za 1 milijon evrov. To je delo Andy Warhol, gej, zafrustrirani. In pa so tam napihli njegove tiste Mao Tse-tunge, pa Lenona, pa Marilyn Monroe, so odkupili pa zdaj ima 1 milijon. To se mora sesud. Ti gradovi, ki so si jih te sodobni, moderni kulturniki zgradili v oblakih, se morajo sesud. In javni diskurs, ali pa strokovni diskurs o teoriji umetnosti, bi to zagotovil, že na svetovni ravni. Pri nam je pa ta leva scena obsedena s temi sodobnimi avantgardisti, kulturniki, kolesarjatom. Vi ste avantgarda, v resnici so pa lenuhi, ki se jim ne da delati. Pa je pa država mora financirati s takimi bypass zakoni. Ne gre za to, da večina odloča o manjšini. Gre za to, da manjšina ne more svoje norosti ustoličiti kot mainstream. Mi ne moramo blefa na tega v umetnosti razglasiti kot umetnost. Zato je bil ta referendum nujen in postal je spolitiziran na pobudo levice in gibanja svobode. Ne moramo norost ustoličiti kot normativno. In tale Dejan Verčič me je zelo razočaral včeraj v Studio City, ko je rekel, da se kulturnikom pa dela pa krivica. Ne, kulturnike se je streznilo. In to tiste, ki so dobili Prešernove nagrade za nateg, ali pa nagrade Richarda Jakopiča za nateg, pa še kupica drugih nagrad za nateg, in potem bi z neko inštalacijo, skozi katero so si prislužili 1 ali pa 3 nagrade, ki se jim umetno podeli za to, da bojo upravičeni do penzij, da bojo pol pa 20 let penzijo dobila 3000 evrov. Mislim, to je krivično, to je nepošteno. To je nespremljivo, da se neka afnarija ustoliči kot nekaj normativnega v umetnosti. In za te umetnosti potem reče še kultura. Ja, sej je to kultura, ampak je tako zafnana umetnost, ne umetnost, placebo umetnost, je postala del kulture. Nateg, blef je postal del kulture. Sodobna kultura, se pravi življenje v enem civiliziranem svetu, ima neke kulturne standarde ali pa tudi nestandarde. V kulturi navijanja so na Pohorju Bad Blue Boysi metali kjer je bila? Pernila Viberg, ki je bila Anja Persson, vodila po prvem teku Janica Kostelić, in kultura navijanja je postala nekultura, ker so ji kamne metali v kepo zavite Bad Blue Boysi na Pohorju. In je kultura navijanja se spremenila.
In kultura v umetnosti se je tako spremenila, da je blef postal umetnost. Ampak šport je toliko kultura kot umetnost, kot ta art. Referendum ni bil stvar preštevanja, po mojem videnju, ampak je bil stvar treznjenja teh bleferjev, ki svojo neumetnost, to je placebo nateg, razglašajo kot umetnost. Ampak nezavedna vednost kmetov v njih, kad dođe seljak v grad pa gleda tisto afnarijo, to pa ni umetnost, oziroma jaz sploh ne vem, kaj je to. Ni je žvaka za seljaka, Nezavedna vednost teh kmetov bo rekla, to ni umetnost, eden mora to samozavestno povedati in jaz samozavestno to povem. Vzel sem si spet telih pol ure časa, da vam povem, spoštovani, da se mora začeti tematizirati, kaj je pa kaj ni umetnost. To mora biti issue oziroma epicenter razprave o nekem novem zakonu, o teh nagrajencih. Vsaka država ima neke zaslužne kulturnike, umetnike, znanstvenike, ampak ne more eden tam pritegnen, ko sam Satan, dobiti Prešernove nagrade za svojo norost. Ne more to tako jeti. Mi vsi nezavedno vemo, politično levo lojalni mižijo, desni pa se zaradi tega konzervativizma, ki je vlada na desni, pa svoje politične lojalnosti desnici se izpostavijo. Jaz se izpostavljam zato, ker skozi psihoanalizo vem, kaj je pa kaj ni umetnost. In to je bilo skozi to referendumsko kampanjo oziroma v tem javnem diskurzu, kolikor ga je bilo, kolikor se je sploh smel dogajati, ni bilo izpostavljeno, da ni vse umetnost. Se dela kulturnikom krivica. Ne, spoštovani Dejan Verčič, kulturnike je treba strezniti, ker ni vse na tak način kultura kot umetnost, kot se razglaša. Evo, to je bilo to. Take it or leave it. Čau.